V skupini SI smo izredno ponosni, da glede na ogljični odtis spadamo v vrh najbolj uspešnih svetovnih jeklarskih podjetij in mi smo že ogromno naredili po načelu krožnega gospodarstva in pa na stroškovni in pa energijski učinkovitosti. Kljub temu seveda težko sprejemamo kriterije ali pa dejstvo, da v nacionalnem programu in pa v zelenem dogovoru v Evropi pričakujejo, da lahko naša industrija in pa seveda še posebej ne samo jeklarska, temveč tudi ostala industrija, ki je pretežno ali pa precej energetsko odvisna, da lahko zmanjša emisije toplogrednih plinov za 43%. To je pravzaprav popolnoma preambiciozen ali pa nerealen cilj in uresničitev nečesa takega pa seveda pokopala dobršen del te industrije. Tukaj smo tudi pred zelo velikim izzivom ali pa nerealnim ciljem, namreč zaenkrat v jeklarski industriji je zemeljski plin energent, ki ga ni mogoče nadomestiti, predvsem pri vseh teh toplotnih obdelavah jekla in termičnih procesih, ki v sami procesih jeklarske obdelave in pa valjarn nastajajo. Dokler ni nekih novih tehnologij, ki bi bile zanesljive in pa preverjene, se seveda nadomeščanje tega energenta, primarnega energenta, kot je poleg elektrike, seveda ne moremo predstavljati. V skupini SI smo sicer pripravljeni še povečevati napore in vlaganja tako za obnovljive vire energije, kakor tudi za dodatna zmanjšanja emisije toplogrednih plinov. Vendar se je treba zavedati, da brez neke podpore, ne samo na načelni ravni, vendar tudi v materialnem smislu za vlaganja, za nove tehnologije, ki bi lahko nadomestile te primarne energente, seveda ne bo šlo. In da ne bi bil samo povsem kritičen, v tem nacionalnem programu je tudi kar nekaj dobrih rešitev, kar se tiče uporabe odvečne toplote, ki nastaja v jeklarski industriji. Mi seveda bomo vlagali v tehnologije, ki omogočajo konverzijo te odvečne toplotne energije, bodisi v elektriko, bodisi v daljinska ogrevanja mest, to, kar danes že delno počnemo, vendar seveda tukaj sami vseh teh vlaganj ne moremo realizirati. Vsekakor bi pa želeli poudariti, da slovenska jeklarska industrija in pa seveda tudi evropska jeklarska industrija na trgu ni sama. Mi se srečujemo z mednarodno konkurenco, ki prihaja iz okolij, ki so absolutno ignorirajo vse okoljevarstvene standarde in pa njihove ogljične odtise. In vkolikor bi mi še naprej zaostrovali naše kriterije v meri in pa po kriterijih, kot jih ti programi in pa zeleni dogovor v Evropi predvidevajo, bi to pomenilo, da bi prišli povsem pod prag mednarodne konkurenčnosti in pa seveda pod prag rentabilnosti. Zato pozivam in apeliramo vse ustrezne resorje, ministrstva, inštitucije in pa vse snovalce nacionalnega programa, da seveda upoštevajo mnenja industrije. Konec koncev metalurška industrija skupaj z kovinsko predelovalno industrijo predstavlja slabih 9% bruto produkta Slovenije.